Živjo! Kopalna sezona je na vrhuncu, zato bova z Valerijo v oddaji Ali ste vedeli raziskovali razvoj kopalk od njihovih začetkov do sedaj. Včasih kopalk niso poznali in so se kopali goli. Potem so leta 1687 golo kopanje prepovedali in telo so morali prekriti s težkimi in trdimi materiali, da se ne bi videlo oblike telesa. Od 18. stoletja dalje pa so se kopali v spodnjem perilu, v majicah z dolgimi rokavi in v dolgih spodnjicah. Potem so bile med letoma 1900 in 1920 ženske kopalke narejene iz volne v črno-beli kombinaciji v mornarskem slogu. Obvezni del so bile tudi hlačnice. Leta 1915 so moški nosili volnene, enodelne kopalke z naramnicami, z majico s kratkimi rokavi, ki je prekrivala večino moškega telesa. Potem je leta 1930 hlačnice zamenjalo krilo, kopalke pa so bile iz bombažnega pletiva. Bikinke so se prvič pojavile po drugi svetovni vojni, a niso bile tako mini, kot jih nosimo danes. Bikinke je iznašel avtomehanik Louis Renard, ki je v središču Pariza po mami podedoval butik s spodnjim perilom. Bikini je vključeval trakce na bokih, je pa razkrival veliko preveč, zato ga nobena manekenka ni hotela nositi. In potem je prosil eksotično plesalko Micheline Bernardini, ki ga je nosila prva. Potem so bile bikinke najbolj priljubljene. Leta 1960 so predstavili mini bikinke, narejene iz lajkre. Pri moških pa so bili kombinezoni okrašeni z barvitimi vzorci. Pri ženskih kopalkah so bili kasneje izrezi na hlačkah višji, kar je optično bolj poudarilo noge. Tudi pri moških so skrajšali dolžino na bermuda kopalne hlače. Zaradi serije Obalna straža so bile med letoma 1989 in 2001 najbolj iskane rdeče enodelne kopalke. Leta 2010 so izdelali kopalke, ki prepuščajo svetlobo, kar pomeni, da pri sončenju ne nastajajo sledi zaradi kopalk.
Enodelne kopalke so bile nekaj časa postavljene na stranski tir, pred nekaj leti pa so ponovno prišle v ospredje. Če jih primerjamo s tistimi v starih časih, so bili kroji kopalk nekdaj zelo zaprti, prsi niso bile poudarjene. Kasneje so kopalke postajale vse bolj miniaturne. Vedno manj jih je, si pa res ne predstavljam, kaj bo čez 10-20 let. Mogoče takrat kopalk ne bomo več potrebovali, ali pač. To bomo izvedeli čez veliko let. Vi pa uživajte s kopalkami na morju, na plaži, ob jezeru ali kjerkoli že ste. Se vidimo ponovno čez en mesec. Uživajte 100 na uro. Nasvidenje.